Trem ti ciompe si riscuta, je polenta dober tik. Sazo cvirki je posuta, vonju je cesnov smrik. Umetnine oživijo lahko v glasbi, vendar tudi na platnu, kot vidimo na današnji razstavi likovnega društva Dablo. Res mi je v čast, da ob taki prireditvi, kot je dan današnja, ki jo jaz razumem kot osrednji kulturni praznik nekega velikega glasbenika, otvarjamo tudi razstavo likovnih del. Kulturno-umetniška društva in pa sami ustvarjalci, amaterji, se velikokrat poimenujejo tudi ljubitelji umetnosti. Ljubitelj je tisti človek, ki se spravi ali pa loti delati nekaj resnično bolj srca, kot z razumom. Odkot mi prihajaš, povej mi, povej, čigava je roka in prstan na njej. Danes je še posebej za Fojano pomemben dan. Zato mi dovolite, da bo ta moj kratek razmislek in spomin na Rada Simonitija prepleten spominom na čas, ki ga je Rado preživel med nami v Fojani in tiste številne trenutke, ki smo jih lahko Fojanci delili z njim. Ko danes odkrivamo to spominsko ploščo, seveda govorimo o spominu. Spomin nam pravzaprav pove, da se vse spreminja, a dejansko nič ne premine. V imenu opernih solistov, ki so sodelovali z Radom Simonitem v ljubljanski operi, izrekam v njihovem imenu in mojem zahvalo za skrb in pomoč pri pridobivanju prepotrebnih pevskih napotkov. Rado Simoniti ni bil samo izvrsten dirigent, temveč izjemen poznavalec petja, tako solističnega kot zborovskega. Da mi je pirje dano, Rado rad bi spremljal te. A v ledovje zakovano, rivno moje je srce. Med stotinami slovenskih zborov, med tisoči slovenskih zborovskih pevcev, ga skorajda ni, ki mu to ime ne bi zvenelo domače. Za posebne vrste znanstvo gre. Med temi tisoči slovenskih pevcev je namreč malo takih, ki bi ne bili v pesmi spoznavali tega moža, ki bi se ne bili z njim srečali v objemu glasbe, v pevskem doživetju kot poustvarjalci z ustvarjalcem. Svojsko, pristno in tesno zbližanje. Kdor ga ni doživljal, ga ne bo razumel. Kdor ga je doživljal, ga ne bo pozabil. Globoka vez z narodovo dušo, ki jo je v svojih delih uspel vedno znova spostavljati, je zrasla iz briškega sveta. Sem zadovoljen, da tudi mladi to začutijo in slišijo, kaj se je dogajalo in kdo se je rodil pred 100 leti. Simoniti nam v svojih 30 samouspevih ponuja privilegiran pogled v duhovno podobo svoje osebnosti.
izpeli smo nocojšnji večer. V spomin na velikega rojaka in okrepitev zavedanja o dragocenem prispevku Brd v slovensko kulturno zakladnico. Stara